Hollywood nam je pedofile skrival tik pred našimi očmi, mi pa smo to kar sprejeli. In zdaj, ko se saga z Epsteinovimi dosjeji nadaljuje in so ljudje zelo osredotočeni na politike, res mislim, da bi morali govoriti tudi o vseh tistih čudnih osebnostih, ki so nekako kar izginile iz javne razprave. Iz Hollywooda, tiste slavne osebnosti, in če si ogledamo nekaj starih posnetkov, ki kažejo v to smer. Začnimo z eno in edino Ellen DeGeneres, ki je bila dolgo časa ljubljenka Hollywooda, vodila je oddajo, ki smo jo vsi gledali, bila je najboljša zaboljačica. A bolj ko se poglobiš v vsebino, bolj ugotoviš, da je res strašljivo čudno. Zdaj, nisem teoretikinja zarot, ampak dejstvo, da Ellen DeGeneres trenutno trpi za neko čudno boleznijo imenovano kuru, ki je dejansko povezana s kanibalizmom. In spet, vse to je domnevno, ampak mislim, poglejte jo, moj bog, tako Ellen DeGeneres izgleda zdaj. Kakšen grozen padec iz zvezdništva. Pobegnila je iz ZDA, da bi ušla Donaldu Trumpu in se je priročno pojavila v Združenem kraljestvu, kjer imajo ljudje težave le, če govorijo proti islamizaciji, ne pa resnično proti pedofilom. In vse to se je zgodilo približno v istem času, ko so prišle ven vse Epsteinovi dosjeji, v katerih je bila spet domnevno povezana s tem, da naj bi jedla otroke. Čudne stvari, res čudne stvari. Ampak želim vam pokazati ta posnetek izpred nekaj let, ker boste pošteno zgroženi, kako nikoli nismo opazili, da je Ellen res zelo čudna. Dobrodošli v oddaji Pushback. Sem Eraka, vaša voditeljica. Ne pozabite pritisniti na gumb za naročnino, všečkajte ta video in naredite vse, kar je treba. Saj veste, kaj mislim. Dobrodošli, zdaj ste del gibanja. Veseli smo, da ste tukaj. Vsakič, prav pred našimi očmi. Vsakič nam to nastavijo prav pred oči. Začela sem opazovati pri približno 6 letih, včasih še prej. Ker imam izurjeno oko, lahko vidim potencial. Vzemimo na primer tisto dekle. Morda misliš, da nima možnosti. Jaz jo vidim drugače. Samotarski tip, drugi jo sovražijo, čudne prehranjevalne navade. Je bila izjemno muhasta. V bistvu vsi zunanji znaki bodoče supermanekenke. Čudne prehranjevalne navade pri otroku. Popolno. Ta otrok izgleda, kot da bi se lahko pretvarjala, da ima anoreksijo. Pripravimo jo na industrijo, ki jo bo hudo fizično prizadela, a bo slavila njeno telo. Zdaj je moja naloga, da negujem te lastnosti in morda imamo zmagovalko. Kako ti gre v šoli? Ti je všeč? Dobro. Kaj pa ocene? Točno tako. Nihče. Kaj pa drugi otroci? Mislijo, da si čudna? Dobro, to je res dobro. Zapomni si nekaj. Biti drugačen ne pomeni, da si čarovnica. Pomeni le, da lahko postaneš ena najbolje plačanih manekenk na svetu. Lepo si to naredila, punčka. Prav, pojdimo še enkrat čez imena. Rekla si, da ti je všeč Indija, ampak ti ni všeč bide. Je držno, to je francoski WC. Premisli, kadiš, bolj lačna. Ne tako. Želim izraziti lakoto po hrani bolj erotično, kot erotično lakoto. Zdaj, o bog, poslušaj to. Kot seksapilen tip. Kot da sem prežeta s spolno energijo in te lahko nadzorujem z enim poželjivim pogledom. Boljše, zdaj. Še enkrat. Tako smešno, šali se, kako grozno je biti manekenka. Zelo zabavno in občinstvo se smeji. Ampak v katerem vesolju je normalno ustvarjati vsebine, ki objektivizirajo majhne otroke in se z otrokom pogovarjati o spolni energiji? Spet, ko je to na ekranu, ko gre za Hollywood, je popolnoma v redu. Koga briga? Morda nam ni vseeno. Morda mislimo, da bi morali biti otroci zaščiteni, ampak točno to se dogaja v Hollywoodu. Zdi se jim, da lahko kar premikajo meje, jih potiskajo, naredijo, kar se jim zdi prav. In ker so v zvezdenem zaslonu, jim je vse dovoljeno. Ironija vsega skupaj je seveda v tem, da to ni tisto, kar si predstavljamo pod lepo hollywoodsko zvezdnico. In spet, celotna fasada Hollywooda je dobesedno samo fasada, a širijo izjemno nevarno retoriko. In za tiste, ki tega ne veste, imate res srečo. To je Rosie O'Donnell. Menijo, da lahko spravljajo se na otroke in dajo spole komentarje. To je v redu, lahko napadajo politike in so pri tem popolnoma zmešani in grozni.
In vendar smo iz nekega razloga to preprosto sprejeli kot nekaj normalnega. To ni normalno. In vsak dan je bolj nor, Donald Trump. Iz dneva v dan. Včeraj je v govoru napovedal, da jaz uporabljam besedo neumen in dump vsebuje črko B. Veliko ljudi tega ne ve. Veliko ljudi tega ne ve, če so stari 7 let. Preprosto ne prenesem dejstva, da so te slavne osebe, ki mislijo, da se jim vse oprosti. Vendar pa vedno več ljudi ugotavlja, kaj se dogaja in vsak dan opozarjajo na Ellen DeGeneres. Fredo. Preberimo jih. Prihaja poponovitev za tvoje otroke. Otok je spregovoril. Zlomne moški, pridi v komentarje. Vemo, Ellen, vsi vemo, kam si šla, Ellen, v njegovi mirnosti. V redu, kanibalka. Opa, svet je buden. Stavim, da pogrešaš pico, kaj ne? Vidimo te. Naj uganem. Scarlett Johansson ni povabljena. Si pojedla tudi njo? Ellen, potrpi. Del oddaje F-ov prihaja k tebi, ampak vsi vemo, zakaj vas je premaknila na seznam. Zakaj so jo klonirali v komentarje pred časom? Počakaj, da Ellen zve, da je Riri slaba beseda. Si naročila pico zraven rojstnodnevnih voščil? Ni čudno, da je Ellen pobegnila. Vedela je, kaj jo čaka. Upam, da bodo naredili sinhronizacijo za Dori. Kaj je na meniju z dojenčki? Morda kakšen dojenčkov gulaš? Mislim, kje si, morilec? Preveč si pogumna, da bi še naprej objavljala stvari. Ne je. Uboga Twitch, kje je Twitch, ko ga potrebuješ? Saj ni bila LS in Lin zvezdnica. Mimogrede, zabave s pico so evfemizem, ki se nanaša na nekatere stvari povezane z Epsteinom. Ampak spet, to je tako čudno, kot da zdaj objavlja to vsebino, da bi bila pomembna. Ona in Cotswolds. Vse skupaj je tako čudno. Ampak pogovorimo se o tem še malo. Ricky Gervais sedi v zaodrju oddaje Grahama Nortona in razpravlja o večeru, ko je zažgal podelitev zlatih globusov. Brez šal, brez filtra, samo gola resnica. Tisto noč ni le zliv napalma po Hollywoodu. Razkril je umazane dogovore zabavne industrije z Jeffreyem Epsteinom. Grozna kazniva dejanja, ki so jim bila skupna, izprijenost, kri na njihovih rokah. Toda tukaj je, kaj Gervais prizna pred kamero. Komaj je opraskal površino. Lahko bi šel veliko, veliko dlje. Tiste zvezde, ki so se najbolj nemirno presedale na svojih sedežih. Tom Hanks, Lee Hanks, Leonardo DiCaprio. Gervais pravi, da njihovi odzivi niso bili naključje. Oni imajo največ za skriti. Če mislite, da veste, kako globoko sega ta bolezen, premislite še enkrat. V Hollywoodu ni dna. Krogi pekla so neskončni. Ko zvezda enkrat okusi prepovedano, jo vedno čaka še temnejša, bolj izprijena razvada. Bolj izkrivljeno, bolj zlobno, bolj nezasitno. Imamo posnetke, imamo besede naravnost iz Gervaisovih ust. Če ste mislili, da je... Očitno se ni ubil sam, tako kot Jeffrey Epstein. Utihni, vem, da je tvoj prijatelj, ampak me ne zanima. Moral si priti sem po svoji poti in svojim letalom, kaj ne? Torej, če danes večer dobiš nagrado, je ne uporabljaj kot platformo za politični govor, prav? Nimaš pravice, da bi javnosti pridigal o čemerkoli. O resničnem svetu ne veš nič. Večina vas je v šoli preživela manj časa kot Greta Thunberg. Torej, če zmagaš, prav? Pridi gor, sprejmi svojo malo nagrado, se zahvali svojemu agentu in svojemu bogu in pojdi, prav? Sledi šokanten posnetek, v katerem Gervais razkrije. Spremeniti Oskarjev večerjo, na katero so vsi povabljeni, z večerjo. Kaj misliš? Ugani kaj? Pica je tukaj. Pozdravljeni, pridite dol. Paradižnikova omaka, imamo sir, imamo različne vrste. Kdo je lačen? Brad, Angie, ja? V redu. Kako najdem eno? Sir, yes, sir. V Epsteinovi dokumentih je več kot 900 omemb pice.
Potem, ko je Pizzagate eksplodiral leta 2016 in razkril njihovo krinko, so prenehali uporabljati kodno besedo. Na ključje ni možnosti. Kljub temu je tam Ellen pred kamero na Oscarjih, nasmejana, ko ponuja sirno pico največjim imenom v Hollywoodu. In glede na to, kar je zakopano v teh datotekah, je Ellen DeGeneres razkrita kot najbolj plodovita kanibalka v Hollywoodu. Toda kanibalizem ni edina izprijenost, ki bo leta 2026 prišla na dan. Po besedah Gervaisa je nekrofilija postala najnovejša izprijena obsesija, ki je zajela hollywoodsko elito. Ni čudno, da se ni mogel upreti, da bi tem pošastim gledal naravnost v oči in jim na televiziji v živo snel maske. Ko sem to prvič naredil pred približno 10 leti, je bil odziv medijev, še posebej specializiranih medijev v Ameriki, takšen: kako si drzne, zakaj govorite grozne stvari najlepšim ljudem? Veš, in potem pri 5. poskusu so rekli prav, dejmo. Naveličani smo zvezdnikov. Imamo jih dovolj! Ja, to je to. Prav to. Je Ellen DeGeneres kanibalka? Ne vem. Je ona tista, ki je, ali tista, ki daje? Je ona del Epsteinovih dosjejev? Res ne vem. Iskreno, če sem iskrena, me to sploh ne zanima. Ampak mi je mar za to, da so te ljudi imeli za tako velike vzornike. In ker smo bili tako obsedeni z njimi, nihče od nas ni opazil, kako grozno je bilo njihovo vedenje. Morda smo se kaj naučili iz tega. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.